Dobro popravi. Dober dan, dober večer, pozdravljeni na današnji praznični dan. Zame je ta dan nekaj posebnega. Z veseljem se ga spominjam iz otroških časov, zato tudi te kitke danes, lepo prosim. Iskala sem tudi titovko in rdečo rutico, ko smo imeli kot pionirčki, ampak nisem našla, tako da Bog pomagi, zdaj bom morala brez tega zdržati. Kaj naj rečem, jaz sem izjemno počaščena, draga Saša, da si se odzvala pozitivno na vabilo, da boš naša gostja od tima Navdihni me. Sicer si tudi sama članica te naše majhne skupinice avtorjev in avtoric in zato še toliko bolj. V ozadju vidim tvoj koredar oziroma kure. Kdo še ni prebral tega prispevka, nujno ga morate, ker se boste nasmejali. Začenja se kot čista science fiction, ena dobra PR-ovska zgodba, zaključi se pa še boljše, ne bom povedala kako, tako da to ostaja vam. Sašo v bistvu sem jo osebno spoznala, kaj, midve so se videli enkrat ali dvakrat v živo? Enkrat mislim. Enkrat samo, ne? Kratkim, ja. Ja, enkrat. Se pravi, midve so v bistvu virtualni otroci, ne? Otroci virtualnega časa pravzaprav. Njeni zapisi na Facebooku so me prevzeli in sem jo pač kontaktirala, če bi bila pripravljena biti naša avtorica in na srečo rekla ja. In potem sem spoznala, da se za tem nasmehom, večnim optimizmom in lepim pogledom skriva marsikakšna zgodba. In o tej zgodbi bova danes pregovorili, v bistvu jaz ne bom nič kaj veliko govorila bo Saša. Hvala Bogu. Jaz bom zastavljala vprašanje tu in tam kakšno, ampak kolikor te zdaj spoznam, ker enkrat sva že en webinar naredili, ne? Tisti je bil krst tudi tvoj, no tole je pa zdaj drugi najin. Me je težko ustaviti, ne? Draga Saša, jaz bom kar začela in prvo vprašanje, ker imava temo izgorelosti, kaj pravzaprav to je? Ja, jaz se vedno ustrašim tega vprašanja, ker nisem strokovnjak na področju zdravstva, psihologije, tako da jaz izgorelosti sploh ne bi opredeljevala s kakšno definicijo. Jaz bi samo to rekla, da izgorelost ni nekaj, ki se zgodi čez noč. To ni nekaj, s čimer se ti zbudiš, te nekaj praska po grlu, imaš vročino, pol pa še malo ti lasje izpadajo, ali pa oziroma ostane zjutraj čist brez las, ne, in pa greš zdravniku in on reče, aha, tole bom pa iz diagnozo napisal izgorelost, ne, pa ti da greš v lekarno po zdravila in vzameš in pa zdrav si me. Nič od tega ni izgorelost, ne. Tako da jaz osebno sploh nisem nikoli dobila postavljene takšne diagnoze. Še stresa nisem nikoli dobila postavljenega kot neka diagnoza zdravniška, ki je bil pravzaprav moj glavni in je glavni povzročitelj izgorelosti. Tako da stresa mislim, da sploh nimam napisanega v svoji kartoteki, ki je pa res zelo debela, ker so me od zdravnika do zdravnika pošiljali in vsak zdravnik je dal tisto svojo diagnozo, ne, tisto me je pogledal tukaj, je dal to diagnozo, tisti je dal, drugi je dal drugo diagnozo, no, tako da sama sem prišla do ugotovitve, da sem izgorela in skozi to svojo zgodbo bi pravzaprav najrajši povedala, kaj to je. Ok, pol pa kar začni, kako se je pri tebi začelo, kako se je odvijalo? Ja, to sem zdaj kasneje začela ugotavljati, kaj, kako, kdaj se je začelo. Začelo se je najbolj že v otroštvu, ne, z neko vzgojo, z vrednotami, s kompleksi. Bila sem en tak priden otrok, močno želen otrok, edinka, v šoli pridna, uspešna, ampak moja mama si je vedno želela še več. In ni bila nikakor zadovoljna. Če sem dobila, čeprav sem bila odličnakinja, ne, ko sem prinesla -5, je bil to že nekak neuspeh. Stalno primerjanje s sošolko, s Helenco, ki je dobila 5, ne, me je pa tako sčasoma vzgojil v eno ambiciozno perfekcionistko. Pridobiti mamino ljubezen s samimi perfektnimi ocenami, perfektnimi dosežki, to je postalo moje poslanstvo, ne, in potem ne samo mama, potem tudi moža in kogarkoli že v življenju. No in pol, tako
avgust 2010 je bila tista točka zero, ker niti nisem vedela, da se karkoli zgodilo, niti nisem vedela, da je to točka zero, ampak neki let pred tem, oziroma celo tednov ali pa dni pred tem, sem jaz živela tako, zase normalno življenje. Kuča, posel, kuča, posel. Tako, 9875 obveznosti vsak dan. Meni se je zdelo to čisto povsem normalna zadeva. Tako, ko sem malo analizirala fitness, to je skoraj vsak dan, ker treba je hoditi v fitness, da si fit, moraš biti lep, zdrav, kakorkoli močan, poln energije. Pol dom, absolutno dolžnost vsake ženske je, da vzdržuje dom lep, čist, skuhan, kakorkoli že, ne. Kaj odkimavaš, to je to. Sin, takrat je bil glih puberteta, razvažanje sem in tja, smo na obrobju Ljubljane, pač ne more on drugače, kot da ga mama razvaža sem in tja. Pol pa matura, pa tisti izzivi, pa mama mora biti vedno support zraven. Pol odnos z možem, seveda perfektna, razumevajoča žena, pač na tem je treba delati. Pol starši, vsaj enkrat na teden, ker če nisem enkrat na teden prišla na obisk, je bilo že tako neodgovorna hčerka, ne, a spet te ni, a te res nič ne zanima, kaj se z nami dogaja, ne. Pol knjige, ogromno sem brala, ne, in sem bila prepričana, da je to dobro izkoriščen prosti čas, ne, ker knjige so le sproščajo, ne, ampak pol kasneje sem ugotovila, da 90% knjig, ki sem jih brala, so bile itak poslovne knjige, ker mi smo v firmi delali na tem. Mi smo izdajali knjige, vsak mesec eno tako lahko poslovno motivacijsko knjigo in seveda sem jaz to domov nesla in prebrala. Pol je bila pa še služba, ki je pač, jaz sem delala kot direktor oziroma country manager za Američane, za področje Slovenije in Hrvaške. Potem sicer blazno uživala, 17 let bila, od začetka blazno uživala, 17 let bila tam, ampak potem so prišli pa taki ne najlepši časi. In jaz pred tistim sem mogla odpustiti 4 delavce. To je bila kar velika kriza za mene, ampak po drugi strani potem posledice so bile tisti, ki sem jih odpustila, so bili seveda nesrečni. Oni, ki so ostali, ki so malo več delali, so bili tudi nesrečni, skratka en šmoren je bil. Pol sem ob tem, to zdaj vse razlagam, te psihične ali ne vem kaj, so povsem normalni, meni so se zdelo vse te zadeve normalne, ampak v bistvu se pa to kopičilo, ne, in nekako sploh nisem vedela, da imam tak težek ruzak, ne. Ob vsem tem sem hodila še enkrat na teden na Rotary sestanke, tudi tam sem se hotela dokazovati, ker seveda tudi tam so bile kakšne Helence. Pa še vsakič sem si privoščila na cel kup enih izobraževanj, vsakič sem se kakšnega tujega jezika učila. Tako da jaz v življenju pred izgorelostjo skoraj težko da rečem, da sem kdajkoli delala nič. Moj urnik je bil vedno nabasan. No, pa se je pa tako zgodilo, avgust 2010, zobobol. Pač, ne, zobobol, se tudi že malo prej sem imela kakšne zobobole, ampak tisti je bil tako usoden. Predtem so mi sicer že izpadali lasje, ampak jaz sem jih imela itak dost, ne, pa tudi frizerka rekla, pa ja, pa se to pa spet na novo zrastejo, pa se obnavljajo, no, skratka, ti zobobol je tako, ne vem, mojega zobarja ni bilo, pa bom jaz počakala njega, ker se bojim zobarja, pa edino on zna s tem in sem pol jedla kar 2 tedna neke analgetike, bo že boljš, to je bilo vedno hujš. Ne samo, da me je zob že tako grozen bolel, da tudi v službo več nisem mogla iti, ampak šlo je na dlesni, pa sem stopila do zobarja, strašil se je kakšne sepse, dal mi je antibiotike, konjsko dozo, jaz ne vajena tega, sem šla pač domov, vzela one antibiotike, pomagali so, zelo hitro,
Drug dan sem jaz v bistvu vesela zajahala konja. Grem nazaj v službo, ne samo v službo, grem tudi v fitness, ker sem to spustila, ker sem se zanemarila. 2 tedna je bilo grozen, zgonila sem se močno z onimi antibiotiki in zvečer se je začelo dogajati. Tako, driska, huda driska, napad tresavice, ki so ga sicer takrat rekli, da je panični napad, ampak ne, bilo je nekih pomanjkanja nekih vitaminov ali kakorkoli, skratka. Iz tega se je razvila seveda tudi potem panika, ker naenkrat se je začelo dogajati z mano vse živo, ne, vrtoglavice, slabost, tresavice, smok v grlu, izpadanje las, seveda že vedno močnejše, zobje, to ni bil edini, potem je šlo to vnetje mehurja, hujšanje, zato ker nisem več, zavračala sem hrano, nisem več mogla jesti. Vrhunec je bil pa, ko sem prenehala spati. Ker je ta tesnoba postala neobvladljiva. Jaz enostavno možganov več nisem mogla odklopiti. Tako da začel se je začaran krog, v katerem sem se jaz vrtela in nikakor nisem mogla izstopiti. No. Tako da po tistem, to je bilo obdobje pol leta. Jaz sem še vedno hodila v službo, čeprav živ zombi, ampak nekako predvidevala, da bom umrla. Jaz sem danes Amadejo poslušala in sem se kar našla v nekih zadevah, ti strah pred smrtjo. Jaz sem bila tiste pol leta absolutno prepričana, da bom jaz padla na tla, da me bojo postrgali iz pločnika, ker sem itak totalno obnemogla in sem se držala moža kot klop, da mi bo vsaj on pomagal in me bo spravil nekam v bolnico. Pa imela sem en cel spisek svojih simptomov napisan v Excelu, ker mož itak ne bo znal razložiti, kaj se mi je vse dogajalo, tako da me bojo vsaj oni lahko na osnovi tistega listka mi bojo pomagali. Skratka, a je bilo to izgorelost, tesnoba? Jaz takrat pojma nisem imela, ker o tem se sploh ni govorilo. Tako da sem začela kar naenkrat nekako spletom na ključi naslednji 2 leti, naslednji 2 leti sem sam životarila. Upala, da se bo končalo, pa počela nič, delala nič, lasje so mi vedno bolj izpadali in v začetku leta 2012 sem se pobrila, zato ker sem imela krogce po glavi že toliko velike, da jih nisem mogla več s frizuro pokrivati. To je ta neka pot izgorevanja. To je pravzaprav začetek, ne? Okrevanje je pa daljše v resnici od teh 2 let. Oziroma, če rečeš, da se je to začelo v otroštvu, potem je okrevanje približno tako dolgo, kot je od otroštva pa do avgusta 2010. S kakšnimi orodji, metodami, tehnikami, kaj si delala oziroma česa nisi delala, da si danes tukaj in se smeješ in si pozitivna? Česa nisem delala. Vse sem delala, sem s kurjim drekom se po glavi še nisem mazala. Tako, kakor si rekla, to je, jaz mislim, da to sploh never ending. To je pot, ki se nikoli ne bo končala. Mislim, vsaj jaz sem zdaj dojela, delam na sebi. Ne. Tako da orodja, metode, tehnike, mislim, vse sem poskusila, pri vseh zdravilcih, čarovnikih, zdravnikih sem bila. Najprej prvo obdobje samo pri klasični medicini. Ampak potem pa alternativa, prehrana, šport, počitek, meditacija, dihalne vaje. Mislim, jaz, če bi zdaj to naštevala, bi lahko vsaj 2 uri govorila, tako da bi jaz to pustila, če nam bo na koncu kaj ostalo časa, se pa vrnili, magar na kakšno zadevo. Tako da jaz sem najprej poudarila bi, da najprej sem ogromen časa potrebovala samo zato, da sem doumela, kaj se mi dogaja. In 2 leti, takrat, ko pravim, da nisem delala nič, ne,
ko sem životarila, sem hodila od zdravnika do zdravnika. Pričakovala sem, da bojo nekaj našli, prav iskala sem, da bi nekaj našli, nekaj, kar bi izrezali, zažgali, pozabili. Ne. Iskala sem prav nek svet igral, sem pol enkrat tudi, ko sem pisala za Navdihni me, iskanje svetega grala in ga nikoli nisem našla. Ne. Samo tiste posamične diagnoze. In prvi, ki mi je pomagal, je bil nek prijatelj, ki se je ukvarjal z alternativnim zdravljenjem po domačiču. Ampak danes nazaj gledam, po mojem, mi je prvi, ki mi je res pomagal, da sem se postavila na noge, ker sem bila toliko res Boga, predvsem zato, ker sem mu zaupala, pa ker si je prvi vzel dovolj časa zame. In ker si je vzel toliko časa zame, da sem jaz začela doumevati, da si moram sama pomagati. Začela sama analizirati, se poglabljati vase in analizirati, pa iskati vzroke znotraj sebe. Druga pomoč, mislim, tem jih je bilo vmes čevkup še nekih zadev, ampak druga pomoč je prišla pa taka bolj pomembna strani klasične medicine. Ko sem jaz sprejela dejstvo, da je bil stres glavni razlog za vse to, ne, sem sprejela tudi priporočilo, da grem do psihoterapevta. Ta pa mi je takrat priporočil 3-mesečno hospitalizacijo. Brez zdravil sem se tam zdravila 3 mesece na popolnem odprtem oddelku, tako kadar imajo kakšni strahove, ne, da te to takole zvežejo in odpeljejo. Ne. Moja izkušnja je fenomenalna, kar se tega tiče. Ne. Jaz sem se tam postavila. No, to je bila prelomnica, ampak ne, da so me oni kaj pozdravili. Jaz sem tam doumela, kaj se dogaja z mano. In od tam je šlo potem res samo še navzgor. Ja. Okay. Kaj si se iz tega pravzaprav naučila? Poleg tega, da si ti tista, ki si lahko pomagaš, da si verjetno zdaj dovolila tudi delati nič? Ja, točno to. No. To dvoje sem omenila, zato ker sta bili res tako 2 prelomnici. Ne. Prva ta prekinitev dela je bila tista prelomnica, ko sem jaz nehala v službo hoditi, ko sem si dovolila, da rečem, tudi brez te službe bom jaz držala. Ne. In ta mi je dala možnost, da sem se začela ukvarjati s sabo, ker sem imela kar naenkrat več časa. Psihiatrična bolnica pa me je naučila v bistvu to, da je treba življenje upočasniti. To je bistvo. Je treba življenje upočasniti. Jaz, ker se potrudim zdaj, tudi malo bolj počasi govorim. Ne? Drugače sem jaz hiperaktivna tudi pri govorjenju. Prej sem bila pa še bolj. Vse je bilo moglo biti hiter. Pol to, da je čisto dovolj, da dan samo preživim. To sem se naučila. Preživim lepo. Pa ni treba, da grem v tistem dnevu na Luno, da izumem penicilin, da ne vem kaj. Dost je, da sedim pred televizijo, če mi paše. Ker jaz tega nikoli prej nisem počela. Ne. Pol ena taka stvar je tudi good enough. To je, mislim, da lanski prejemnik Nobelove nagrade za kemijo se piše good enough, gospod good enough. Mislim, človek bi se kar poročil z njim, ker prijem good enough bi meni ne vem kaj naredil, ampak jaz sem spoznala tekom te poti, pa ne bom rekla, da v psihiatrični bolnici, ampak vedno na nov spoznavam, no, da sem dovolj dobra. Ja, in to mi je zelo pomagalo. No, pa ena stvar, ki sem jo pa pol spoznala med temi nekimi, tudi psihiatrična bolnica, potem še nekimi izleti, sem pa spoznala, da sem lahko sama s sabo. Jaz sem se ves čas, jaz sem bila zelo družabna, sem še vedno zelo družabna, ampak kar malo paranoično sem se ob
vedno obkrožala z množico ljudi. Če pa ne množico ljudi, pa vsaj moža sem mogla vedno imeti s sabo. Videla sva od mojega 18. leta skupaj in življenja brez njega, mislim, trenutka brez njega si nisem predstavljala. Kaj šele dopusta in tako naprej. Ampak ta psihiatrična bolnica 3 mesece brez njega je super, je. Krasno je. Pa si še kdaj ponovila ta izlet sama s seboj nekam drugam? Ja, pred kratkim, čist nazadnje je bilo takoj po diplomi, sem se nagradila s 3-tedenskim izletom z 2 prijatelji. Ne, nisem šla čisto sama, ne? Ampak sama Ja, ampak jaz to še vedno smatram, saj veš, posod si obkrožen z ljudmi, ne? Tudi če grem sama, pa bom tam nekoga srečala, ne? Ampak tukaj sem šla na 3-tedenski izlet v Vietnam z 2 prijateljicama, ki nista iz tega, bom rekla, mojega obstoječega življenja. Ena je prijateljica od prijateljice, ki živi v Londonu, druga je kolegica, ki sem jo eno leto predtem spoznala, živi v Trstu. In smo se vse zmenili, gremo v Vietnam. No. Tako da, ja. Ženski človek in ženski izlet v neznano. Amadeja ti mimogrede piše: Saša, moj poklon tvoji moči in sposobnosti, da si se postavila nazaj na svoje noge. Tudi moja najtežja lekcija je bila, da sem dovolj dobra, vredna, sposobna, ljubljena, varna, pridna in tako naprej. Lepa, ja. Ja, vse ostalo, ne? Srečna na tvoji nadaljnji poti. To je res eno tako, jaz mislim, če to odnesemo danes, vse to, kar si povedala in pa tole sporočilo, smo se veliko naučile. Zdaj pa kako še to živeti, ne? Veš, ti si izjemno veliko delala, preden si ugotovila, da je stres pa preveč in tako dalje, ne? Ampak ni pa to nujno. Poznam tudi ljudi, za katere bi nekdo zunanji opazovalec rekel, da niso preobremenjeni z aktivnostmi, ne? Kako potem opaziti te neke opozorilne signale, komu se lahko to zgodi? Verjamem, da te je potem v tvojem prvem članku, ki si ga napisala za nas, pa tudi verjetno že prej, kontaktiralo veliko ljudi z nekimi svojimi zgodbami, izkušnjami. A ne, kaj so ti sporočale? Misliš, pred izgorelostjo? Ja, mislim, kakšni so ti opozorilni signali? A ne? Kdaj se lahko ujameš, da si na poti? In podobno sem tudi Amadejo spraševala, nekako veš, da se ti bo tesnoba zgodila, ne? Sediš in pa naenkrat pa si tesnoben, ne, verjetno je še kaj prej, ne? Isto je pri izgorelost ali kakorkoli. Pa veš, tesnoba in izgorelost in stres, to so takole prepletene zadeve, ne? Ja, ker se kar naenkrat, mislim, se znajdeš v tem strahu, kaj bo s tabo. Komu se to lahko vse zgodi? Jaz pravim danes, da danes je tako izgoreti kar moderno, ne? En mal gripo, pa mal, ne vem, mal mu srce utripa, pa že napiše knjigo, da je izgorel, ne? Ampak, lej, ni laž. Zelo blizu so, a veš, a se temu smeti pa reči, lej, brez veze, se so naredili en biznis, pa tako. Jaz mislim, da smo skoraj vsi zaradi tempa življenja zelo blizu, ali pa že imeli eno izgorelost ali 2 ali 3, ne? Ker tudi jaz nisem vsem to pametjo, ne, nisem varna pred tem. Takoj hiter, ne, sploh v tej koroni sem se začela že petljati v to, ne, sem imela že probleme spet pa ne zdaj izgorelostjo, ne, ampak s tesnobo, ki pa seveda spet lahko pripelje do tega. Jaz bi rekla, da znaki so, čim se ti bolezni začnejo dogajati, čim se ti večkrat zgodi zobobol, prehlad, ne vem kaj, začni razmišljati. Začni razmišljati, kaj lahko ti spremeniš, ker nekaj je narobe. Ja. Ti fizični signali so pravzaprav opozorilo, da nekaj ne štima v našem življenju. Zdaj pa kaj pa to je, pa ali se temu reče tesnoba, ali anksioznost, ali stres, ali karkoli, pa v bistvu pravzaprav niti ni toliko pomembno. Tudi zelo različno verjetno doživljamo te zadeve. Ljubica ti sporoča, pravi, nadih si,
daješ mi več, kot si lahko misliš, rada te imam. Aj, to je moja ljubica. Tvoja ljubica, božnica, to je tvoja. Tudi izjemno lepe komentarje je napisala ob objavah, da boš naša gosta, tako da še z moje strani lepa topla hvala. Zdaj bi te pa še vprašala, kaj pa zdaj od te točke naprej? Kaj pa zdaj s tvojim življenjem? Jaz vem, da sem te nagovarjala, napiši knjigo. Ne? Ja. Vprašanje, je to ta pravo ali ni ta pravo, je že čas ali ni čas? Ne vem, jaz od tiste točke, oziroma ne točke 0, ampak potem, ko sem se pobrala, grem stalno naprej. In stalno se sprašujem, kaj me veseli, kaj me razveseljuje. In se mi zdi, da sem velik korak naredila s tem, da sem nehala v službo hoditi in sprejela to, da lahko čez noč ostanem iz dosti visokih dohodkov na praktično nič ali bistveno manj. Ugotovila, da se da lepo živeti tudi brez tega, da so druge stvari bolj pomembne. In potem sem šla, pač tudi, mislim, te zgodbe nisem povedala, kako sem reševala, to sem reševala z iskanjem svojih otroških želja, in pa sem naredila izpit za motor, pa si nabavila čoperja, pa pol me je kolega preprečil, da smo si nabavili psa. Potem sem šla na faks, potem sem šla izkoristila vse, kar mi je tisti faks nudil, uživala v tistem študiju, šla na študijsko izmenjavo. No, tam sem bila sama, Rimini, Trst. Težko, vendar ena super izkušnja. Tam sem res ugotovila, koliko je dobro biti sam, pa se sam postavljati na noge. Tako da jaz vsak mesec vsaj nekaj novega se naučim, nekaj novega naredim za sebe in jaz sem diplomirana, uživala v študiju, diplomirala, potem iskala službo in nisem našla, ampak rekla, da sem jaz v tem trenutku absolutno zadovoljna, ostajam doma, rišem za svoje te kure, strašne, ustvarjam, za svoj vesele, pišem, za navdihni me, fotografiram, sprehajam psa, tako z možem uživava v majhnih trenutkih, privoščiva si neko matcha latte, greva, prej pred korono sva hodila v nek lokal, vedno se usedeva, debatirava, malo pijeva, malo bereva časopise. To zdaj nadaljujeva doma. Pol, ko bo tega konc, bo spet nadaljevala s tem, vzameva si en celodnevni oddih, greva v spa. Take majhne radosti na tem delam. In to, jaz mislim, da je to prava pot. Kako se reče temu z eno besedo? Temu se reče življenje. Ja. Ampak v bistvu nas učijo, kaj vse bi naj in kaj vse moramo, v resnici pa rabimo res, res malo. Nataša ti sporoča, da za knjigo te vsi nagovarjamo, tako da verjetno boš tudi od Nataše se veš čampljave še kaj slišal, A ti lahko za konec dam eno vprašanje, ki ti ga nisem dala v iztočnice, a sva dovolj drzni za tole? No, dej. Dajva. Začela je zgodba s tem, da je bila Helenca boljša, in ti si hotela biti boljša od Helence in bolj popolna, zato da boš dovolj dobra za mamo. A si zdaj dovolj dobra za mamo? Ja, jaz sem good enough. Ja. Dobro, zdaj je COVID pa virus, pa imamo omejitve, ampak kdo zdaj komu hodi na obisk, ti k njej, Lona k tebi? Ne, zdaj sva se dosti disciplinirali. Ona ne more k meni hoditi, nima izpita, mi smo izven mestnega potniškega prometa, tako da sem vedno jaz tista, ki moram tja priti. Prideva oba z možem, glih včeraj je šel pokositi travo k mojim staršem, jaz sem ostala doma, ampak sem v stiku vsakodnevno, pa predvsem sem zdaj odprla Facebook stran Babi in pametni telefon in jo probam preko tega učiti, kako uporabljati pametni telefon, tablico in tako naprej. In sva vsak dan v stiku, ampak veš, da se nič več ne obremenjujem s tem, a sem dosti dobra. Ne. Jaz sem v redu.
To je pravi odgovor. Ja. No, naredila si. Mimo grede, Saša je tista, ki kura, ki FB fura, no zdaj bi se samo, FB ni šlo, ne, zato ker Facebook ni dovolil tega imena, tako da tam jo tudi lahko malo pogledate. Mimo grede njen pas ima svoj profil na Facebooku, njegove zgodbe so smešne, da tja padeš. Tako da mislim, da lahko v Saši najdete več kot en sklop navdiha. In že samo to, kar zdaj počneš, je v bistvu, če bi mene vprašala, ful velik. Ampak očitno v tem toliko bolj uživaš, da ti to ne predstavlja problema, stresa, pritiska. In to je prav, ne? To je v bistvu to, jaz mislim. Mi lahko počnemo, dokler se res dobro v tem počutimo. Ali? A veš, da sem opazila, ne, če smem dodati, da tudi pozitivni občutki me vržejo v stres. Ker ravno prejšnji teden se mi je toliko dogajalo, da mi se večer glava bolela, nisem mogla spati, grozen. Tako da tudi, kar se tega tiče, to me je pravzaprav tudi peljalo v izgorelost, ne. Ta euforičnost, več, ne, to je grozovito. Se pravi, tudi dobrega je lahko preveč, ne? Ne tako reče, da dobrega ne more biti, ampak je lahko. Katja ti piše, Saša, hvala za tvojo zgodbo in vse dobro ti želim. Simona ti sporoča, vsi smo popolni v svoji nepopolnosti, hvala in srečno, Saša. Eva, ki je tudi naša sodelavka, ti piše, ta webinar bi morali ljudje slišati pri poročilih namesto nepomembnih in slabih novic, nekaj tako potrebnega navdiha in motivacije. Tako da, Saša, jaz mislim, da jaz upam, da te nisem preveč euforizirala, da boš sem rdeča, imam rdeča lica, malo si rdeča, ja, malo si zakupila. Ja, veš kaj, ampak tudi zaradi tega, ker imam luč tukaj v vase usmerjeno. Ampak tudi treba. Rosvita sporoča, občudujem vaš optimizem, hvala. Jaz pa mislim, da si ti pristna, veš, da to ni toliko optimizem, pa neoptimizem, pa ono, pa tretje, ampak enostavno pristnost. In ljudje kar pozabimo, kako to v resnici izgleda. Teda ostani, no, takšna. A imamo še morda kakšno vprašanje od koga? Rok ti sporoča hvala, vse dobro naprej. Hvala. Če ne, ti lahko povem, da sva v bistvu prehiteli čas again, torej si spet hitra, spet si bila zelo, si vokalizirala in verbalizirala vse, kar je bilo potrebno povedati. Urška ti sporoča, Saša, krasna si, hvala za tvoje izkušnje, pa za koridor. Mimo grede, koridor je tudi ena zgodba, ja, pri nas. Milena sporoča, super energija, hvala za navdihe, vse lepo. Saša, še ena zadnja misel za slovo? Virtualno slovo, da se razumeva. Tvoja. Ja, lej, nisem tip, taki slogan, mir na svetu. Pravijo se moje kure. Razumeš, in kaj želite mir na svetu? Veš kaj, jaz mislim, da si nam s tem smehom sporočila, smejte se, pa fajn se mejte. Bi na Štajerskem rekli. Hvala ti, hvala tudi vsem, ki ste prišli danes na praznik. Uživajte še naprej. In hvala vsem. Kdo je že bil tisti, Saša, Terček, ali kdo je rekel, ostanite še naprej z nami. Super. Hvala. Enako, lahko noč. Čau. Čau.